Jaz lahko rečem, da sem vesel, da predčasne volitve seveda bodo. Bolj vesel bi bil, če se ne bi čakalo teh 30 dni za razpust parlamenta, pa vendarle razumem, da je potrebno spoštovati ustavo in bomo pač počakali teh 30 dni. Verjamem pa, da je to prvi korak k temu, da Slovenija pride do nove vlade, ki bo imela zaupanje ljudi in ki bo seveda na osnovi tega potem lahko sprejela te ključne ukrepe za to, da bo v Sloveniji v prihodnje bolje, da bo Slovenija bolj pravična. Mogoče kako daleč ste s pripravami na volitve, ste že prezentirali kandidate? Mi to križanko sestavljamo. Moram reči, da je že 90% križanka sestavljena, kar se tiče kandidatov. Tako da v Slovenski ljudski stranki smo pripravljeni na volitve. Program bomo predstavili v naslednjih dneh. Je jasen, zelo transparenten, konkreten, z znanimi ukrepi, tako da mi smo pripravljeni na vse. Ste pa odločili, da greste sami na volitve, ne? Odločeni smo, da gremo sami na volitve, to smo povedali velikokrat in od tega ne bomo odstopali. Izkušnje, ki jih Slovenska ljudska stranka ima z prejšnjimi volitvami in takšnimi drugačnimi povezovanji, so pač takšne, ki niso dobre. Tako da mi gremo sami, imamo svojo ekipo, imamo svoj program, svojo logiko in to bomo poskušali tudi predstaviti volitvam in volivcem. Kako po vaše ta razplet, da bodo razmeroma hitro nove volitve vpliva na tiste, ki niso v parlamentu, se pravi izven parlamentarne stranke, nova gibanja, je to za njih prehitro v redu? Zagotovo je to v veliki meri hendikep za morebitne nove stranke, ampak jaz pravim tako, vsi, ki želijo sodelovati, so dobrodošli, politični prostor se more odpreti, potrebujemo več znanja, več modrosti, predvsem pa veliko več sodelovanja in bolj kulturnega dialoga, ki ga jaz v veliki meri pogrešam. Imate mogoče kakšne težave s financiranjem volilne kampanje? Ne bom rekel, da je seveda denarja v izobilju, ampak v okviru zmožnosti bomo kampanjo za en low budget speljali. Hvala. Tudi vam hvala.